Besedi vabim poveljnika 15. polka vojaškega letalstva, podpolkovnika Bojana Breclja. Spoštovani minister za obrambo, gospod Roman Jakič, spoštovani namestnik načelnika generalnega štaba Slovenske vojske, brigadir Andrej Osterman, spoštovani župani občin Brežice, gospod Ivan Molan, in občine Krško, gospod Miran Stanko, spoštovani predstavniki ostalih lokalnih skupnosti, naši upokojenci, predstavniki ostalih enot Slovenske vojske, spoštovani pripadnici in pripadnike 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske, cenjeni gostje. Dobrodošli in lep pozdrav na slovesnosti o prazniku vojaškega letalstva Slovenske vojske. Na področju slovenskega vojaškega letalstva je bilo v zadnjih 20 let veliko postorjenega. Zato se lahko s ponosom ozremo in celo pohvalimo, da smo zastavljene naloge uspešno realizirali in visoke cilje z skupnimi močmi dosegli. Eden zadnjih večjih uspešno realiziranih ciljev je vsekakor tudi oblikovanje 15. polka vojaškega letalstva in hkratna izvedba vseh nalog, ki so nam bile zadane. Na prvi pogled nedosegljive cilje, pa brez znanj, izkušenj, strokovnosti in vztrajnosti ne bi mogli doseči. Kot poveljnik letalskih enot Slovenske vojske s ponosom trdim, da ste nalogi opravili profesionalno in strokovno, ter tako doma kot v mednarodnem okolju uspešno predstavljali ne samo letalske enote, ampak celotno Slovensko vojsko. Še posebej smo lahko ponosni na naloge izvajanja nadzora in zaščite zračnega prostora Republike Slovenije v sodelovanju z zavezništvom, ter posebej na sodelovanje v sistemu zaščite in reševanja. Za slednje pa smo prejeli tudi pohvalo predsednika Republike Slovenije in vrhovnega poveljnika obrambnih sil Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Leto pred nami bo razgibano, pestro, čaka nas veliko zahtevnih nalog. Med njimi je tudi izvedba mednarodne vojaške vaje Adriatic Strike, ki bo v začetku junija potekala na širšem območju Republike Slovenije v sodelovanju z zavezniškimi državami. Vsekakor pa nas istočasno nadaljuje tudi preoblikovanje in nadgradnja že doseženega. Tako kot vedno bomo tudi tokrat združili znanje in sredstva ter izpolnili zadane naloge in uspešno izvajali naše poslanstvo tako doma kot v tujini. Spoštovane pripadnice in pripadniki vojaškega letalstva, zavedati pa se moramo, da gre do zasluge za dosego ciljev tudi vsem našim upokojenim pripadnikom, ki so svoje bogato znanje in izkušnje nesebično delili z nami in nas usmerjali v boljšo, jasnejšo prihodnost. Globoko sem prepričan, da bi bili tako kot sem jaz na vaše delo in vlogo pri razvoju slovenskega vojaškega letalstva ponosni tudi možje, ki so pred 95 leti izvedli svoj prvi bojni polet. Vsem pripadnikom letalskih enot Slovenske vojske iskrene čestitke in želim uspešno delo ter predvsem varen polet v prihodnost. Hvala. Hvala, poveljnik.